S pomočjo razcepa števil na prafaktorje določi največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik izrazov. Zdaj, tukaj, kar je novega, je to, da imamo poleg številke še neki izraz. Ampak ta izraz, ki je z spremenljivkami, ta nimamo več kaj razstavljati, to pustimo, razstavimo pa številke. Torej, 180 razcepimo na prafaktorje. Tukaj res pazimo, da delimo samo s praštevili. Potem 120 in na koncu še 300. No, zdaj, ko smo zapisali kot recept na prafaktorju, bomo ta števila zapisali, te izraze zapisali popolnoma razstavljene. Se pravi, 180 in tako naprej napišemo kot 2 na 2, krat 3 na 2, krat 5, to smo zdaj napisali 180, zdaj pa prepišem še to. Krat x na 3, y kvadrat, z na 5. Potem 120 je 2 na 3, krat 3 krat 5, krat x na 2, y na 4 in z na 3. In potem je še ta zadnji, 300. 300 je 2 na 2, krat 1 trojka, krat 5 na 2, x na 4, y na kvadrat in z na kvadrat. In zdaj poiščemo največji skupni delitelj. To pomeni, da vzamemo tisto, kar je pri vseh isto. Vidimo, da so iste osnove. Stopnje za delitelj vzamemo pa najmanjše, ki so. Torej, bomo zapisali takole. Največji delitelj je 2 na 2, 3 na 1 oziroma nič ne napišemo, prav tako 5, potem pa x kvadrat, y kvadrat in z kvadrat. Poiščemo še večkratnik. Za večkratnik moramo vzeti pa vse različne in na najvišjo stopnjo. Se pravi, 2 bo zdaj na 3, 3 na kvadrat, pa 5 na kvadrat, x na 4, y na 4 in z na 5. Gremo k drugi nalogi. S pomočjo Evklidovega algoritma določi največji skupni delitelj števil. Začnemo tako, da napišemo večje število in to število je nekaj krat manjše število plus ostanek. 864 je 3 krat 288, 3 krat 200 je 600, 3 krat 88 je pa ravno 264, kar pomeni, da je ostanek že takoj nič. V takšnem primeru, ko je ostanek takoj nič, to pomeni, da je 864 deljivo z 288 in zato je največji skupni delitelj teh dveh števil kar 288. Iščemo še večkratnik, pomagamo si s to formulo, se pravi delitelj, to je 288, krat večkratnik naših dveh števil je isto kot 864 krat 288. Zdaj, če iščemo večkratnik, moramo vse skupaj deliti 288 in dobimo, da je večkratnik 864, kar je logično. 288 je 1 krat 288, 864 pa je 3 krat 288. Določi množico deliteljev števila 90. Tudi tukaj je najboljše, če si najprej to število razcepimo na prafaktorje, da ne bomo ugibali, ker potem. In zdaj lahko najprej povemo, koliko bo sploh deliteljev. 90 je torej 2 krat 3 na kvadrat krat 5. Število deliteljev je potem, če je tukaj 1, 1, te stopnje povečamo za 1, to je 1 plus 1 krat 2 plus 1 krat 1 plus 1 in to je isto kot 2 krat 2 je 4 krat 3 je 12. Torej, število deliteljev števila 90 je 12, 1. Pa kar začnemo, kjer so, enka je sigurno, potem pa vidimo kar po vrsti dvojka, trojka, petka, do polovice jih moramo pisati, potem pa 2 krat 3, 6, 3 krat 5, 3 krat 3, 9,
Imamo že polovico, imamo, zdaj gremo pa deliti. 90 deljeno z 1 je 90, 90 deljeno z 2 je 45, 90 deljeno z 3 je 30, 90 deljeno z 5 je 18, 90 deljeno z 6 je 15, 90 deljeno z 9 je 10 in to so delitelji števila 90. Tako, zdaj pa poiščemo rezultat oziroma vsoto in produkt naslednjih ulomkov. Zdaj, kaj nas moti? Zagotovo nas moti to, da nimamo skupnega imenovalca. In zato bomo prvi ulomek dali na skupni imenovalec. Od 8 in 6 je skupni imenovalec 24. To pomeni, da bomo prvega pomnožili za 3, drugega za 12 in tretjega za 4. In dobimo 21 plus 36 minus 44, 24 krat. Tukaj drugi ulomek 1 bomo napisali kot 1 enina. Imamo tretjine, devetine, se pravi bomo dali vse skupaj na devetine, da bo tudi v drugem delu isti imenovalec, ni pa treba, da je enak kot v prvem. Torej, tukaj imamo devetine, vzgor je torej 9, minus 6 plus 1. In zdaj izračunamo. 36 minus 44 je minus 8, 21 minus 8 je 13, 24 krat 9 plus 1 je 10, minus 6 je 4 devetine. Pa lahko 4 pa 24 skrajšamo, delimo za 4, dobimo 1 pa 6. 13 krat 1 je 13, 6 krat 9 je pa 54 in imamo rezultat. Potem je tukaj periodično decimalno število, prav 0,12 se ponavlja, to rečemo, to je x. Potem najprej pomnožimo s toliko, da bo ta vejica prišla tik pred številko, ki se ponavlja. Torej, v tem primeru pred 2, zato pomnožimo z 10. Dobimo 1,2 je 10x. Moramo pa še periodo naprej spraviti. 100x, mimo črto, 12,2 minus 1,2 je 11. 100 minus 10 je pa 90x. In če je 11 enako 90x, potem lepo delimo za 90. Se pravi, da imamo 90x je 11. Delimo za 90. 90 ko okrajšamo je x, 11, 90. Če neko število delimo 7, se pravi, imamo neko število, ne vemo koliko je, lahko rečemo tudi x, delimo 7, dobimo količnik 5 in ostanek 3. Zdaj lahko gremo tako, da rečemo, če bi delili 7 in dobili samo 5 brez ostanka, bi bilo tukaj število 35. Ker je pa ostanek 3, vemo, da mora biti to število 38. Lahko pa tudi po osnovnem izreku o deljenju izračunamo, da je x 5 krat 7 plus 3, kar je prav tako 38. Zdaj pa iščemo ostanek, če število delimo z 8. 38 deljeno z 8 je 4, porabimo 32, koliko ostane? Ostane 6. Eto, poenostavimo tale izraz. Kaj naredimo vedno? Najprej razstavimo, kar se da. Recimo tole lahko razstavimo na x minus 1 krat x minus 1. Ker je minus 1 krat minus 1 plus 1, minus 1 minus 1 je pa minus 2. Spodaj je zelo podobno, samo da je predznak plus. Tukaj deljenje zamenjamo z množenjem z obratno vrednostjo. Rečemo krat in vrnemo okrog. Lahko damo takole v oklepaj, ker zdaj že lahko krajšamo. Recimo ta pa ta in ostane x minus 1 polomljen z x plus 1. Še en takšen ulomek. Kaj naredimo pri prvih dveh? Izpostavimo 4x, ostane x plus 3, krat x minus 5, ulomljeno z v spodaj izpostavimo 2y, ostane x plus 3, krat, to je pa x minus 5 krat x plus 5.
Tako, se pravi, vedno razstavimo, izpostavimo vse, kar se da, največje skupne faktorje izpostavimo. In zdaj pokrajšamo, takole še dvojko pa štirko in nam ostane vzgoraj 2x, spodaj pa y krat x plus 5 in to je rezultat. Imamo še enačbo. Zdaj, prednost enačbe pred izrazom je v tem, da ni treba nam samo dati na skupni imenovalec, ampak da moramo samo pomnožiti s skupnim večkratnikom in se bomo celega ulomka znebili. Lahko pa, glede na to, da zdaj gledamo, kaj je skupni večkratnik, 2, 6, 5, dejansko 6, 5 je 30, pa še 7, 210 je najbrž skupni večkratnik. Prav to je en način, da pomnožimo. Z 210 skupaj pa dobimo 210 krat x polovic, minus 210 krat x šestin, minus 2 krat 210 krat 2 petini in na drugi strani je 210 krat x tretjin in minus 210 krat 3 sedmine. Zdaj pokrajšamo. Vse, kar se da, 210 deljeno z 3 je 70, pa še deljeno z 2 je 35, 200 deljeno z 10 deljeno z 5 je 42, pa 70, pa 30. In potem dobimo 105x minus 35x, pa dajmo kar x skupaj, recimo tole je zdaj 70x, pa na to stran je minus 70x. Številko minus 42 krat 2 je minus 84, damo na drugo stran, je plus 84, pa minus 90. To poračunamo in ugotovimo, da se ravno izniči vse. To pomeni, da je na tej strani nič x, na drugi strani pa 84 minus 90 je minus 6. Nič je enako minus 6, to je nemogoče, to pomeni, da je rešitev prazna množica. Takole pogledamo še to nalogo, zopet razstavimo. Vse, kar se razstavi da, razstaviti se bo dal ta imenovalec in je to x minus 7 krat x minus 1. Kot vidimo, je isto kot tukaj. Zdaj, če hočemo to poračunati, odpraviti, v bistvu mogli pomnožiti s skupnim imenovalcem. Skupni imenovalec vidimo, da bo x minus 7 krat x minus 1. In zato bomo zdaj vse člene, jih kar v oklepaj damo, takole, pomnožili z tem. Vse, se pravi, tega krat x minus 7 krat x minus 1. Pa da bomo lažje videli, bom prepisala. Ni pa nujno, lahko kar zraven napišem. Prvega pomnožimo s tem, potem drugega pomnožimo s tem. Kadarkoli je enačba, množimo s skupnim večkratnikom. Kadar so pa izrazi, je pa nujno, da dajemo na skupni imenovalec. In čemu je enak rezultat? Ja, ničkrat to, ampak ničkrat karkoli je še vedno nič. Zdaj pokrajšamo, kar se da. In kar je ostalo, zmnožimo. 2x krat x je 2x kvadrat, minus 14x, plus 5x, minus 35. Minus, zdaj, ker je minus pred celotnim členom, to zračunamo. X krat x je x kvadrat, minus x, plus 3x minus 3, vsakega z vsakim. Tole, ko je pa minus, moramo pa predznake samo spremeniti. Minus x kvadrat plus x plus 3 je nič. Zdaj, tukaj, ko imamo minus pred oklepajem, lahko takole vzgoraj tudi napišemo, to je minus x kvadrat plus minus x plus 3x je plus 2x, pa minus v spredje je minus 2x, pa plus 3. Zdaj poračunamo 2x kvadrat, pa minus x kvadrat, pa minus x kvadrat se izničita. Potem imamo pa minus 14x plus 5x je minus 9x, potem imamo tukaj minus 2x, še tukaj le plus x, in zdaj številke so pa minus 35, plus 3, pa plus 3 še enkrat, je enako nič.
Bomo pa tukaj sešteli, kar se da skupaj. Eto, zdaj pa seštejemo, -9x minus 2x pa plus x je skupaj minus 10x. Minus 35 plus 6 je minus 29. To pomeni, da je minus 10x enako 29. Delimo z minus 10 in dobimo x je minus 29 desetin.